Dober dan. Iz ljubljanskega studia 136, to so vesti na vesti. Kandidat za novega ministra za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Henrik Györkös se je predstavil izvršnemu odboru stranke Desus. Brez težav seveda ni šlo, saj so nekateri izrazili pomisleke. Vodja poslanske skupine Desusa Franc Žnidaršič je namreč predsedniku stranke Karlu Erjavcu očital nedemokratičnost pri izbiri kandidata. Poslanec Vili Rezman pa je ponovil, da se mu Györkös ne zdi prepričljiv in napovedal, da ga pri glasovanju v državnem zboru ne bo podprl. Razprava je bila burna zaradi nekaterih izjav enega nečlana stranke in enega oziroma vodje poslanske skupine, da naj bi postopek tekel nedemokratično, kar ni res. Postopek je potekel v skladu s statutom stranke Desus. Mi smo imeli kadrovsko komisijo, kjer je bil potrjen dr. Henrik Györkös kot kandidat in predlagan izvršnemu odboru kot kandidat za ministra za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Tako da obžalujem pač, da je prišlo do takšnega tolmačenja strani nekaterih v poslanski skupini Desus. Mislim, da so neutemeljeni, neupravičeni. Tudi pričakujem, da bodo poslanci polno glasovali za kandidata, če bo uspešno opravil hearing na pristojnem matičnem odboru, čeprav en član poslanske skupine, ki ni član stranke Desus, je napovedal, da se bo vzdržal, ker bo nenavadno glede na to, da vse tri ostale koalicijske stranke bodo to kandidaturo podprle. Ministrica za kulturo Majda Šerca in ljubljanski župan Zoran Janković sta včeraj podpisala pismo o nameri. Iz pisma izhaja, da združitve Arhitekturnega muzeja Ljubljana in Mednarodnega grafičnega likovnega centra ne bo. Kot je pojasnila Šerca, bo ministrstvo Arhitekturni muzej Ljubljana preneslo na nacionalno raven, usoda MGLC pa zaenkrat ostaja še odprta. Gre za to, da smo med Ministrstvom za kulturo in Mestno občino Ljubljana dogovorili, da se Arhitekturni muzej, katerega sedaj je ustanoviteljica Mestna občina Ljubljana, v prihodnosti prenese na nacionalno raven. To se pravi, da postane javni zavod nacionalnega pomena, da je ustanoviteljica država, kar pomeni, da bomo v letošnjem letu poskrbeli za nov ustanovitveni akt in v prihodnjem letu bomo tudi zagotovili potrebna sredstva, ki so nujna za delovanje Arhitekturnega muzeja. To se pravi, da se MGLC v prihodnosti razmisli, ali se pripoji kakšni inštituciji na državnem nivoju, recimo Moderni galeriji, Narodni galeriji ali drugim inštitucijam z področja likovne dejavnosti, kompatibilne dejavnosti, ali se morebiti pripoji ali drugače organizira znotraj Mestnega muzeja in galerij Ljubljana. Skratka, tukaj puščamo odprte možnosti. Zoran Janković pa je povedal še nekaj besed o usodi Roga. Rok do otvoritve imamo kar nekaj let pred sabo, zdaj 2, in v tem času bomo poskrbeli kot mestna občina, da bo ta narejen. Kdo ga upravlja pa zame popolnoma ne pomeni. Sreča Ljubljana je, da ima na področju kulture načelnika Grilca, ki je te Ljubljane ogromno dal. To pa javno pomeni. Šport. Slovenska nogometna reprezentanca se bo v dodatnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2010 pomerila z reprezentanco Rusije. Tako je včeraj določil delegiran žreb za dodatne kvalifikacije v Zürichu. Prvo srečanje bo na sporedu 14. novembra v Moskvi, povratno pa 18. novembra v Mariboru. Preostali pari dodatnih kvalifikacij so še Irska Francija, Grčija Ukrajina ter Bosna in Hercegovina Portugalska. O profetih debilizma, komentar dneva Rado Pezder.
Pred letom dni, ko je bilo že jasno, da se je začela finančna in gospodarska kriza, se je poleg najrazličnejših analitikov oglasila tudi cela množica profetov groze. Njihova skupna lastnost je bila, da so napovedali konec sveta, konec kapitalizma, začetek komunizma in s teorijami, ki so v resnem znanstvenem svetu obskurne, zaskrbljeno lamentirali o prihodnosti. Danes, leto dni po krizi, ko na njihovo smolo kapitalizem še ni propadel, socializma, ki bi ga zamenjal, pa ni prav nikjer na obzorju, se lahko vprašamo, kaj je sploh vloga teh ljudi v družbi. Razen nekaj abotnih okroglih miz, debat, ki so vezane na anonimne internetne forumaše, zapisov na mračnjaških blogih, prvomajske parade levih radikalcev in ponovne izdaje komunističnega manifesta, te skupine z izjemom mešanja megle niso predlagale prav nič konkretnega. Kaj konkretno so denimo predlagali v zvezi z urejanjem razmer v finančnem sistemu, v zvezi z reševanjem delovnih mest, odhodkovne strani proračuna. Še več, kje so konkretni predlogi teh kričačev na zakon o zdravstveni dejavnosti? Kje so komentarji na predlagano pokojninsko reformo? Kakšni so bili vaši predlogi za reševanje Mure in Pomurja, tajkunizacije Slovenije? Priznajte na glas, levičarski blazneži, nimate pojma, nabijate na veliko, kjer se le da, ko pa je potrebno predstaviti ukrepe za reševanje problemov, pa zamrznete. Še več, čakate na konkretne predloge drugih in potem iz udobja levičarskih salonov spet nabijate v tri krasne. Za moje pojme ste identični kot desnica in njeni ekstremistični priveski, ideološki blazneži, fantasti in ljudje, ki sploh nimate občutka za realnost. Zato je ta kriza, dejansko kriza vaše identitete, saj je pokazala, da enostavno nimate nič konkretnega zapovedati. Zato se ne čudite, da ste tam, kjer ste, na obskurnih internetnih forumih, bizarnih okroglih mizah in na kakšnih NSDAP pohodih po mestu. Slovenija, Slovenija, Slovenija. Kulturac. V Slovenski kinoteki se je včeraj zgodil večer posvečen mladim slovenskim neodvisnim filmarjem. Med obiskovalci, ki so si ogledali kup kratkih filmov in celovečerec našega Andraža Jeriča, ki je tam, malo bolj na glas, še bolj na glas, fuck you. Smo naleteli tudi na režiserja Mitjo Okorna, ki je ustvarjalcem namenil nekaj spodbudnih besed. Jaz bi sam to razpovedal, da sem navdušen, da vsi snemajo, ker bojo res unita boljši režiserji, ki imajo kaj zapovedati, bojo iz tega ven ušli, pa bojo hudi režiserji ratali. Recimo, ta film, v bistvu s teh filmi vsi, v teh filmih se je več zgodil, pa več pogovarjali, pa več kot vseh slovenskih filmih skup, ki sem jih gledal na Slovenskem filmskem festivalu. Včeraj je v Galusovi dvorani Cankarjevega doma potekala stand-up oziroma, kot jo poimenoval Branko Đuriđuro, sit-down komedija. Gre za predstavo z veliko črnega humorja, samoironije, predvsem pa z ogromno poguma in drznosti. Da vam najprej demonstriram voziček. Kolesa. Komanda. Sedež. No, in tu so akumulatorji. Pod sedežem. Na zahtevo, da morajo biti akumulatorji ločeni od vozička, sem jim povedala, da to ne bo možno. Akumulatorje lahko vzame ven samo pooblaščen serviser. V svoji prvi revolucionarni avtorski plesni predstavi Čimurnega, Boj, jok, revolucija, se Nora Čipaumire, sicer članica ameriške Urban Bush Women Dance Company, loteva osvobodilne vojne v svojem rodnem Zimbabveju, ter trpljenja, ponižanj in zmerjanj, ki so bila del tega. But you know, I am bicultural for all intents and purposes. As an African person, having lived through colonization, you're both Western and African at the same time. So you know, for me, the Western movement is not really strange because I speak English. It's not my mother tongue, but I speak it. I've been speaking English since I was born. Še vreme? Iz ljubljanskega studia 136, to so bile Vesti na vesti.